Vsak dan so okoli nas, ampak ali jih zares opazimo? So tihe, skrivnostne, no, danes bomo te skrivnosti razkrili. Senca naj ne bo več skrivnost. To je nekakšna obljuba, ki jo bomo danes poskušali izpolniti. Skupaj se bomo lotili te preproste, a resnično fascinantne uganke. No, pripravimo se. Danes ne bomo samo pasivni opazovalci. Ne. Danes postanemo pravi raziskovalci senc. In to s pomočjo enega čisto preprostega poskusa, ki pa nam bo razkril, temeljne zakone narave. Dobro, gremo na delo. Ampak preden začnemo z našo raziskovalno misijo, moramo, tako kot vsak dober znanstvenik, najprej poznati osnove. Kaj je torej tisti, recimo temu, recept za senco? In ta recept je presenetljivo preprost. Potrebujemo samo 3 stvari. Res, samo 3. Prva je, seveda, vir svetlobe. To je lahko sonce, lahko je svetilka, karkoli. Druga je ovira, nekaj, kar bo tej svetlobi stalo na poti. In tretja, površina, tla, zid, karkoli, kamor bo ta senca lahko padla. In v ozadju vsega tega je en ključen fizikalni zakon, ki je prav tako zelo preprost. Svetloba potuje v ravni črti. Pika. Ne more zaviti okoli vogala, ne more obiti ovire. Zato, ko žarek svetlobe zadene nek predmet, se za njim ustvari temen prostor. To je naša senca. In tole, veste, ni neko novo odkritje. Sploh ne. Že pred več kot 1000 leti, si predstavljate, je arabski učenjak Ibn al-Hasen to dokazal. On je bil prvi, ki je pokazal, da svetloba potuje naravnost. In to spoznanje, to je temelj celotne optike. Torej, če vse skupaj povzamemo, kaj je senca? Nič drugega kot temno območje, temna oblika, ki nastane, ker nek neprozoren predmet preprosto blokira pot svetlobi. Zvani enostavno, kaj ne? Ampak je hkrati tako zgovorno. No, dovolj teorije, gremo v akcijo. Čas je za praktični del, za našo misijo merjenje senc. To je tista priložnost, da se na lastne oči prepričamo, kako te stvari v naravi dejansko delujejo. In za tole našo misijo ne rabimo nobenega dragega laboratorija. Kje pa? Potrebujemo čisto vsakdanje stvari. Pisalo, navadno ravnilo, nek predmet, ki ni višji od recimo 20 cm, to je lahko kakšna figurica ali pa svinčnik, ki ga zapičimo v plastelin. Pa seveda fotoaparat, ki ga ima danes že skoraj vsak telefon. To res lepo pokaže bistvo znanosti. Kaj ne? Z najpreprostejšimi vsakdanjimi predmeti, ki jih vidimo v učbenikih za fiziko, lahko začnemo razkrivati največje skrivnosti vesolja. Prav neverjetno. No pa poglejmo protokol naše misije. Prvi korak. Najti moramo sončen prostor. Potem postavimo naš predmet na ravna tla. Tretji korak je ključen. Z ravnilom natančno izmerimo dolžino njegove sence. Zapišemo dolžino in to je pomembno, točen čas meritve. In potem to ponovimo. Vsaj še 4-krat, v razmiku nekaj ur. Zbiranje podatkov je eno. Ampak to je šele začetek. Prava znanost, tisto pravo raziskovanje se začne šele zdaj, ko te podatke pogledamo in jih poskušamo razumeti. Kaj nam ti podatki sploh govorijo? Čas je, da dekodiramo skrivnosti naše sence. In naši zapiski bi lahko izgledali nekako takole, kot vidimo v tej tabeli. Poglejmo. Ob 9. zjutraj senca je dolga 23 cm. Potem ob poldne, poglejte to, skrajša se na samo 8 cm. In popoldne ob 3 se spet podaljša na 25. Že tukaj se vidi nek zanimiv vzorec, ne? Ampak, ko te številke prenesemo v graf, takrat pa zgodba postane res kristalno jasna. Poglejte to krivuljo. Zjutraj je senca dolga. Upoldne se spusti na najnižjo točko in potem proti večeru spet zraste. Ta vzorec je, popolnoma očiten, nezgrešljiv. In to nas pripelje do tistega glavnega, osrednjega vprašanja. Zakaj? Zakaj se dolžina sence sploh spreminja? Naš predmet se ni premaknil niti za milimeter. Tla so pri miru. Kaj se torej dogaja? Odgovor je, pravzaprav je osupljiv. Ne premika se sonce. Vsaj ne tako, kot se nam zdi. V resnici se vrti Zemlja. Naš planet drvi skozi vesolje in se vrti s hitrostjo okoli 1600 km/h. In naša majhna spreminjajoča se senca je neposreden dokaz tega. To gibanje vidimo na tleh pred sabo. Neverjetno.
Povezava je torej čisto logična. Ko je sonce visoko na nebu, recimo opoldne, žarki padajo skoraj navpično na naš predmet. In senca kratka. Zjutraj in popoldne pa je sonce niže na obzorju, žarki prihajajo pod kotom, bolj po strani in zato se senca raztegne, postane dolga. Ampak to, kar smo ugotovili s tem poskusom, ni pomembno samo za fiziko. Ne, ima veliko širši pomen. Poglejmo, kako so te preproste sence v resnici povezane s časom in, z našim vsakdanjim življenjem. Se morda komu zdi znano? Ta naš poskus je pravzaprav sončna ura. Čisto preprosta, ampak je. Naredili smo svojo lastno, osnovno različico te starodavne naprave. Saj sončne ure delujejo na popolnoma istem principu, spremljajo, kako se premika senca in tako merijo čas. Mimogrede, še ena pomembna stvar. Naš poskus deluje, ker je predmet neprozoren. Kaj pa, če bi vzeli steklen kozarec? Poskus bi propadel. Zakaj? Preprosto zato, ker steklo svetlobo prepušča, ne blokira je. Zato tudi ne ustvari jasne sence. In to je še en košček sestavljanke v tem, kako deluje svetloba. In pomislimo, ta ista načela vplivajo celo na to, ki je živimo. Zakaj ljudje raje gradijo hiše na prisojni strani hriba? Točno zato, ker vedo, da bo tam čez dan več sonca, več svetlobe in toplote. Osojna stran pa bo, večino časa v senci. Če pa gremo še korak dlje, kaj se zgodi, ko sonce zaide? Takrat celotna pokrajina, cel del planeta pade v senco. In to je največja senca, kar jo poznamo. Imenujemo jo noč. Torej, naš majhen, preprost poskus je v resnici povezan z enem najmogočnejših ritmov na našem planetu, ritmom dneva in noči. Zdaj, ko smo postali pravi raziskovalci senc, se odpira cel nov svet opazovanja. Katere druge skrivnosti narave se še skrivajo pred našimi očmi, čakajoč, da jih odkrijemo? Narava je polna takšnih namigov, samo pozorno je treba gledati. Res, samo to.